Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kako postati živa beseda. Kako lahko postane človek beseda, kaj to pomeni, da živiš besedo. Beseda ni zgolj samo nek zvok, neke črke, ampak ima vsaka beseda svoj globok pomen, svoje bistvo. Ko ljudje izgovarjamo besede, je lahko naša notranjost usklajena z pomenom besed, ki jih izgovarjamo. Lahko pa govorimo kar tja v en dan, neke besede, ki nimajo veze z tistim, kar smo tisti trenutek v notranjosti, kar si mislimo, kar čutimo, kar dojemamo sebe in svojo okolico. Še posebej so za besede občutljivi otroci, zlasti v prvih letih po rojstvu, kajti oni imajo zelo povečano zmožnost zaznavanja in vidijo dejansko pomen besede, ki jih odrasli ljudje izgovarjajo, oziroma kar odrasli so, ko izgovarjajo določene besede. Do nesporazuma in neuspešne komunikacije med ljudmi, še posebej med starši in otroci, pride, kadar se uporablja določene besede, ki so drugačne, ki niso usklajene za tistim, kar v tistem trenutku izražamo. Za primer bom povedal en dogodek, recimo komunikacija med staršem in otrokom. Na primer, da je otrok nemiren, razdražen, togoten in starš želi tega otroka pomiriti. Toda, ko starš opazi otroka in njegovo nemirnost, ga to opažanje vznemiri. Torej se tudi starš vznemiri, postane enako ali podobno vznemirjen. Ko potem želi pomiriti otroka, mu reče: pomiri se, bodi miren. Ampak ker starš v svoji notranjosti ni usklajen z definicijo, z pomenom besede mir in umirjenost, potem te besede ne delujejo v tem smislu, kot je njihov resničen pomen. V bistvu izgovarjajo mir, umirjenost, to, da iz ust gredo besede oziroma vibracije, kot so nemir, razburjenost. Otrok torej ne sliši besede mir, temveč vidi izražanje nemirnosti iz ust svojega očeta ali matere. Zato je pomembno, da se usklajujemo v svoji notranjosti z pomenom besede in da mi postanemo živa beseda. Torej, če želimo otroka pomiriti, moramo najprej mi postati poosebljeni mir. Torej, v naši notranjosti se umiriti
odstraniti kakršnokoli čustvo vznemirjanja in nemira, ter šele potem pristopiti do otroka in reci: umiri se. V bistvu ni pomembno takrat, ko izgovorimo, točno katero besedo uporabimo. Bistveno je, da smo mi tista beseda, ki jo želimo komunicirati z ostalimi. V vsakdanjem pogovoru med sabo izgovarjamo številne besede, toda nismo usklajeni z njihovim pomenom. Imamo številne predsodke do določenih besed, imamo nepopolne definicije besed in ne uporabljamo besede, ki izražajo našo notranjost. Zato se lahko intenzivno pogovarjamo, vendar se zelo malo razumemo, dojemamo in upoštevamo. Koristno je torej prečistiti svoje besedišče, odstraniti vse energetske predsodke, spoznati natančne definicije besed in nato uporabljati res tiste besede, ki jih želimo izražati, ter da med tem izražanjem tudi mi sami v svoji notranjosti postanemo pomen teh besed. Na ta način bo lahko komunikacija z drugimi, zlasti z otroki, zelo učinkovita. V pomoč pri temu prečiščevanju besedišča, spoznavanju definicij, odstranjevanju čustvenih reakcij priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Lite. Še posebej za otroke, pa tudi za starše, pa priporočam uporabo inovativne učne tehnologije, ki se imenuje TechnoTutor. Povezave do teh virov informacij pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.